Danes bomo z Ajo in Rokom brali knjigo Krik ameriške pisateljice Laurie Halse Anderson. Avtobiografska zgodba pisateljice govori tudi o njenih žal neprijetnih življenjskih izkušnjah. Knjiga Krik se loteva spolnih zlorab, ki so nažalost še vedno zelo pogoste po celem svetu. Aja, lepo pozdravljena. Si se ti sploh zavedala, kako pereč problem je to, preden si knjigo prebrala? Mislim, da se v velikosti problematike res nisem zavedala, ker kljub temu, da se vsi v današnji družbi, se mi zdi, zavedamo, da se te grozote dogajamo, se ne zavedamo, kako velik problem je to, dokler se o tem ne poglobiš. Tale zgodba je napisana kot neka taka mešanica med poezijo in prozo, ločila so vstavljena tako po naključju, vmes se najde kakšna danska beseda. Kako je tebi odgovarjal ta stil? Mislim, da mi je bil dosti všeč ta sistematičen način ločevanja besedila. Medtem ko so me druge posebnosti, kakšne danske besede, že bolj motile, mogoče bolj odvračale. Ja, bil je to zagotovo tudi velik izziv za prevajalko, ki jo tudi pozdravljamo. Andreja Blažič-Klemenci je z nami. Tale knjiga verjetno je malce drugačna. Loti se te direktno in verjamem, da prevajalci se ves čas poskušate ostajati zbrani in osredotočeni na to, na čim boljši prevod knjige, ampak verjetno se vas je tale knjiga dotaknila tudi kot ženske, kot osebe, ne zgolj kot prevajalke. Živjo. Prevajanje te knjige sem doživljala kot izrazito poseben in intenziven proces. Globoko sta me pritegnila in me v celoti angažirala tako vsebina kot način zapisanega. Tudi v času, ko se besedilu nisem posvečala, knjige na nek način nisem odložila. Lahko bi rekla, da me je občutje, ki veje iz besedila, resnično spremljalo ves čas, dokler prevoda nisem oddala. Zavedala sem se, da je zlasti za mlade pomembno, da sporočilo verno predam naprej. Čutila sem, da je moja ključna vloga ujeti ton avtoričinega izpovednega glasu. Želela bi tudi povedati, da sem izredno vesela, da sem imela priložnost to knjigo približati bralcem in upam, da se bo dotaknila mnogih, ter da jim bo v pomoč, oporo in navdih. Aja, jaz sem pa izredno vesel, da si bila danes v naši družbi. Za konec pa, komu bi tole knjigo priporočila? Zdi mi, da jo priporočam komu z močnim mnenjem, sploh do omenjene teme, za razliko od nekoga navadnega bolj na klasične zgodbe z veselim koncem in pa vsem žrtvam, ki si lahko tako mogoče tudi same najdejo svoj glas. Tako besedo in glas midva predajava v studio. Hvala, Rok in Aja. Vprašanje pa se glasi. Krik opisuje težko temo posilstva. Kaj se zdi ob tej temi prevajalki ključen dosežek prevoda? A. Približati delo bralcu in pri tem ohraniti izvorno sporočilo. B. Približati delo bralcu z menjavo jezikovnih izrazov. C. Prilagoditi sporočilo in delo približati domačemu bralcu. Ali D. Bralca pritegniti, da ne bo hotel odložiti knjige. Ja, hitro smo dobili dvakrat odgovor. A. Prevajalka Andreja pove, da se ji zdi pomembno, da sporočilo verno preda naprej in da je izredno vesela, ker je imela priložnost to knjigo približati mladim bralcem. Pravilen je res odgovor A in bo 5 točk za obe ekipi.